svojega sinkota dobita. Pa da si Lara razmišljati Okay. Peter, hvala, ker si se odzval in prišel na prvi podcast iskreno o slovenskem kmetu. Sem res hvaležna, da si se odzval. Vedela sem, da sem izbrala dobrega sogovornika. To bomo videli. Mislim, da se nisem zmotila. Čisto za začetek, kdo je Peter? Peter Apat. Peter Apat je fant, oziroma zdaj pač bi lahko rekel že moški, star 41 let, visok 181 cm, ima 72 kg, do 74, v najboljših časih številka noge 43, ostali stvari ne bom zaupal, zato ko je to varovanje osebnih podatkov. V glavnem, kmečki fant, oziroma odraščal na domači kmetiji, ampak vedno so mi bili velika strast motocikli oziroma pač strojništvo, če bi tako rekel. In to me tudi v bistvu ta moja želja me pol vodila v srednjo strojno-tehnično šolo v Velenje, pač prav z odliko, pač najdijak pa te fore, V glavnem pol naprej študij strojništva v Ljubljani na fakulteti za strojništvo. Bil sem tudi v bistvu štipendist premogovnika Velenje, kot dejansko ogromno fantov v Šaleški dolini, energetskemu problemu trenutnega časa, bi se temu reklo. In v 4. letniku pač fakultete nas je en asistent pelal na ogled podjetja Akrapovič in tam sem se jaz v bistvu zaljubil v to podjetje. Ko smo prestopili pač prak tega podjetja, sem videl čistilke sred pač delovnega časa hodijo po firmi, popuče, vse je spucano, ščiščeno, urejeno, zloženo, res fantje pač delajo top izdelke, bom rekel, s prestižnimi materiali za normalnega strojnika, to so pač titan, karbon, pač te stvari. Motocikli so v igri, sem rekel, jaz to hočem delati. In res ta zgodba se v bistvu mi je pač se malo sedla noter in ker sem bom rekel, nisem na faksu bil najbolj pridn med vsemi in so mi stali pač še par izpitov za nazaj. Sem se odločil, da bom pač, ker sem me še čakal 9. semester pa diploma, sem rekel, nič, bom jaz konec 4. letnika, bom jaz eno leto ponavljal letnik, popucal izpite za nazaj, pa kasneje pač tudi šel v bistvu v proizvodno, ker oziroma nekje začel delati, da dobim neke izkušnje bom rekel, iz mojega področja, da ne bom prišel v bistvu dejansko skupom enega znanja, ko pol ugotoviš, da ne, da ga ne rabiš, ampak je kup enega balasta, ko dejansko ga zelo redko uporabiš pri svojem delu in svojem življenju. In so dejansko gliho v podjetju Akrapovič, je bil razpis, da iščejo študente za delo v proizvodni. In se prijavil in eno leto žagal cevi, štancov, poliral, brusil, pač dejansko vse to, kar študentje oziroma pač proizvodni delavci počnejo. In dejansko se navadil zares delati, tudi kljub temu, da sem pač bil s kmetov doma, da mi pač ni bilo nikoli problem, ampak dejansko takega dela v bistvu v proizvodni, če sem imel pač cilje pol za naprej se zaposliti pri Akrapoviču, je bilo dobro, da vsaj vem, pač od dna gor, kaj vse treba početi. Istočasno pač tekom tega leta sem se tudi zmenil za temo za diplomsko nalogo, diplomski seminar, diplomsko nalogo. In pol smo zaključili, ko se bilo treba opisati 9. semester, sem zaključil pač študentskim delom. Izpite sem vmes pač uredil, pol smo pa zadevo pač diplomo začeli delati, pa vse skupaj in tudi diplomiral. Dejansko iz fizičnega kosa na koncu smo tudi v podjetju šli na roko, oziroma pač smo z roko v roki delali, so naredili orodje, smo naredili se pravi praktično. Praktično, dejansko sem edini imel fizičen kos, ko sem ga prinesel na zagovor diplome. In res zadeva je pol pač smo zaključili študij v podjetju, sem se pa tudi zmenil, da sem začel v bistvu pol že malo pred diplomo že delati in smo se tudi pol v bistvu naprej zmenil za zaposlitev in po diplomi dejansko sem se zaposlil kot projektni vodja v razvoju serijskih izpušnih sistemov
in tako se je začela pač moja, bom rekel, sanska služba. Ne, se je bila sanska služba, ni bila v narekovajih, takrat je pač bila, res to, kar sem si želel. Res si v tem užival, res, če te prav razumem. Pač bom rekel, noter v podjetju so bili zaposleni vsaj takrat, zdaj pač ne vem točno kakva je situacija, ampak takrat je bilo večinoma motoristi oziroma ljudje z entuziazmom do avtomobilizma, do motociklizma, do dirk, do benzina, do teh hlapov, in je to pač mal drugačna družba, kot pa recimo v klasičnemu, bom rekel, strojniškemu podjetju, in je pač vsi z veseljem grejo na ših, ker je pač, ne vem, tam imaš, danes bomo pa delali na BMW-ju, ko pa je čez 2 leti pride, bo uradno šele predstavljeno. In pač to delaš dan na dan in to dejansko pač te malo podžiga po eni strani, ker delaš čisto nove stvari, res pač s prestižnimi materiali, bom rekel, s Titanom, Krapoviču pač razvijajo svoje litine in take litine sploh ne moreš kupiti. V bistvu nije na market, mislim pač na tržišču. In ja, pač to te podžiga kot mladega strojnika, pa dejansko novi motori, novi auspuhi, skozi neki izzivi delaš dejansko kot pač razvojnik, ne delaš samo z računalnikom, pa greš tudi dol v prototipno, si zraven pretestiranih, pač in se te stvari odvijajo. Pač bom rekel, če je zadeva, sem dobil sansko službo, ker pa sem bil štipendist Premogovnika Velenje, sem bil pa pač prvi v zgodovini Premogovnika, ko je mogel vračati štipendijo. Dolgovi so se oglasili. Tako, in bom rekel, hvala Bogu za mojo takrat punco, zdaj že ženo Lauro, ki smo pač živela skupaj in smo se zmenili, ni problema, bomo pač to vrnala. Vseeno pač bolj vračati, imaš štipendije, hvala Bogu, ni bila tako velika. Ko pa pač 5 let na Premogovnik, pa pol mogoče ne dobiti, pač sanske službe. In res, smo pač tisto vrnali v enem letu, malo je bilo bolj na trdo, ampak vse ni važno, smo preživeli, vse smo bili študenti, tudi študenti nikoli nima polnih žepov, tisto, ko jih ima, pač ni ta prav študent. Ok, ampak potem so ti avtomobilski hlapi, kako so se zamenjali, kdaj je prišla točka preloma za traktorske hlape? Ja, pač za mislim, bom rekel, za hlape iz kmetije, tek bom rekel, nasplošno, ko niso samo traktorski. Ja, pač dejansko naša družina se tudi v bistvu, tako se neko s kmetijstvom, proizvodno mleka, smo se ukvarjali, turistična kmetija v bistvu napeljana in smo redno z Lauro hodila v bistvu čez vikende domov pomagati, pač z gosti, če je bilo na kmetiji kaj zadelati. Se pravi, sta ohranila stik še s kmetijo, da sta bila zdaj samo v Ljubljani, ampak ok. Ja, smo to zadevo ohranila in bom rekel, pač kar naenkrat imam pač dva mlajša brata in ta srednji brat je bil pač, vedno je bil, rekel, rajši doma, bolj mu je, ne bolj ležalo, ampak pač rajši je doma delal na kmetiji oziroma pač te stvari in je bil pač planiran, da bo prevzel kmetijo kot mladi prevzemnik. Ta mali brat je pa 10 let mlajši, pa takrat glih v bistvu osnovno šolo končal. In ta srednji brat je Janez je dobil v bistvu priliko, ker pač je bil tudi zaposlen, isto inženir elektrotehnike, je zaposlen v Gorenju, je dobil priliko, ko ni mogel spustiti. Je rekel, lejte, ata pa mama, stvar je taka, jaz tudi ne bom prevzel kmetije. In takrat so pač mal, bom rekel, naša prihodnost oziroma prihodnost kmetije se mal zavila v tako meglo, malo sive oblake. In smo se pač kar začeli pogovarjati, kako bomo naprej zadevo pelali, škoda bi bilo pustiti, oziroma karkoli zdaj, vlagali smo 20 let v turizem, ogromno stalnih strank, naredili smo apartmaje, tudi pač, bom rekel, sama kmetija dobro stoječa pač funkcionira in je bilo škoda pač zadevo pustiti. Kako velika kmetija pa je? Naša kmetija pač, bom rekel, zdaj trenutno obsega tam nekje 20 hektarov obdelovalnih površin, 20 hektarov gozda, imamo tudi svoj vinograd, tako da pač je dela. Trenutno tudi mlečna proizvodna, takrat je bila recimo nekje 20 do 25 muznic, zdaj trenutno je pa, imamo 15 do 20 muznic, pa pač bomo še tudi malo v meso šli, vse to bomo bolj prišli do tega. Ja, skratka, sivi oblaki. Tako, sivi oblaki, tako sem rekel.
In takrat smo se začeli v bistvu z mojo Lauro takrat pogovarjati, pač kaj narediti. Laura tudi po poklicu arhitektka, dobra služba v Ljubljani, tako da pač dejansko oba dva sanske službe in kak zadevo pač obrnati, da bo zadeva tekla posod. In ker smo oba dva inženirja, smo vzeli list papirja, SWOT analiza, plusi, minusi, pač te pristopi in napisala, kaj je pač dobro, da živimo v Ljubljani, delamo v sanskih službah za enega drugega, ali pa živimo v bistvu na domači kmetiji, v Peljani dejansko pridemo domov pa začnemo sam delati, pač nadaljevati delo naše družine oziroma staršev naših in je bilo kar tam. V bistvu tehnica je bila kar izenačena. Potem smo pa prišli do točke otroci, pa smo rekli, zdaj, če hočemo imeti otroke, zdaj pač počasi ta prav časa. Prav, in velik plus je šel na uno tehnico. Ja, mislim, pač smo rekli, če so otroci v igri, ja, ok, če bi jih vzgajala v Ljubljani, bom rekel, ne, da se jih ne da vzgajati v Ljubljani, ampak je pač bistveno lažje, oziroma bom rekel, bolj za otroke z mojega stališča, da jih vzgajaš na kmetiji. Ker imajo pač svoje igrišče odzunaj, mislim, gost, živali, bom rekel, stare starše, ker zraven delamo, v bistvu živimo kmetijo, ne da delamo, ampak živimo kmetijo in tudi samo odraščanje, razumevanje samega življenja je čisto drugačno, kot pa recimo v mestu. In smo rekla, ja, želimo si otrok in smo rekla, ok, smo zmečkala list papirja, ga vrgla v koš in rekla, to je to, mi dva hočemo imeti otroke, selimo se nazaj na kmetijo. Se pravi, kocka je padla tako? Kocka je padla, mi dva smo se odločila, da res pač pustimo sanske službe, se vrnemo nazaj na podeželje, na kmetijo, ratama kmeta, zamenjamo bele srajce za bataškorne in dejansko pridemo čez vikend domov, se pogovorimo z družino, povemo najne plane in ja, v redu, so pač veseli, vsi so se strinjali, ni bilo nobenega problema. Edini smo se dogovorili, da rabimo recimo nekje 2 leti, da si pač uredimo pač v naši hiši gor na vrh svoje stanovanje, da ne bomo prišli glih v mojo sobo, da imamo pač tudi nek, bom rekel, zatočišče oziroma da lahko se omaknemo, če je treba. V redu, jaz pridem v ponedeljko službo, nobenemu pač nismo razlagali, vse je bilo še 2 leti do takrat. Me pokliče moj takratni šef v pisarno, pa reče, Peter, jaz še 3 mesece odhajam, a bi ti bil pripravljen prevzeti vodenje razvoja za serijske izpušnosti. Ponudba, ki se ne zavrne. Ja, pač, ne vem, 1 leto prej smo delali pa 5-letni plan, kaj si želimo v svoji karieri in jaz sem pač napisal, da si to želim. To bilo pred svojo analizo se to delati. Tako, ja. In jaz sem rekel pač ja. In dejansko to je pa res, v bistvu, za niti ne še 30 let starega mulca, bom rekel mulca, ne sej pač, fizično smo že ker moški takrat, ampak ja, mulca, je bila to res pač izkušnja nepozabna, bom rekel, res ta motosvet me je še bolj posrkal pač v sebe, ne vem, sestanki z vodilnimi možmi iz vseh v bistvu ta velikih firm, kaj pomeni v svetu motociklizma, Honda, Yamaha, KTM, BMW, Suzuki, Ducati, delo, predstavitve, sejmi, pač res je pač nore stvari, ampak je dejansko tako pravijo, više ko priješ, bolj piha, in dejansko, ja, to pomeni, da pač tudi višji, če si v firmi dol, se ne sekiraš, kaj se dogaja šefom gor, ko tam pač šefi pa niso več, se ne ukvarjajo, sam s tismo, kar je v proizvodnji, ampak še kupenih, bom rekel, stvari okrog. In ja, tam pri Krapoviču, ker je pač bilo intenzivno podjetje, res ogromno novih projektov, ogromno dela, je tudi pač piha fejsta, in zdaj pač ko pač ugotoviš, da ok, ja, bil sem vodja razvoja, ampak nisem več v bistvu počel toliko razvoja, ko sem si ga želel, ampak vse druge stvari pač... Vodenje, pač rad delam z ljudmi, ni mi problem, pač odrasel sem tudi kot tabornik, oziroma še vedno sem tabornik, tako da tudi mi pač to povezanje, razumevanje ljudi ni tuje, ampak je, ja, nimaš več, ne vem, bom rekel, 3D modelirnika, pa ne modeliraš novih produktov, ampak so stvari
v bistvu na Excel, pa na tabele, pa na finance, pa to pač te stvari, pa datume, pa to. Ampak ja, pač vrhunska izkušnja, ampak tako sem rekel, vsemu lepemu oziroma vsemu v življenju pride enkrat konc. In tudi za mene so potekle te 2 leti, ko sem mogel pač priti do mojega šefa, pa mu reči, Boštjan. Se pravi, govorijo o tistih 2 letih, ki si jih vzel, da boš doma si ustvaril. Tako, da uredimo pač stanovanje, še vedno, tako smo prej, tudi čez vikende pomagala, urejala gora, in kupenega dela, pač bom rekel, še dodatnega za to. In je prišlo pač trenutek, sem rekel, Boštjan, pač čez 3 mesece odhajam, pa zakaj, pa veš, kakva gužva je. Gužva je vedno, pač, jaz sem tu, ni tako pravijo v firmi. Firma mora biti tako dobra, to, ko je luknja tule noter, ko stane za prstom, tako da. Kako je bilo tebi takrat to se res sprejeti, pa to točko preloma narediti? Jaz bom zdaj, kako si prej rekel, se pravi, načeč bile srajce, vsi tisti izzivi, ki so ti bili fajn, jaz grem na kmetijo. Bom rekel, jaz sem pri sebi razdelil to že, pač seveda mi je bilo hudo, mislim hudo, pač ni mi bilo najbolj lahko, ampak jaz sem v bistvu, že takrat, ko smo se odločili z Lauro, bomo imeli otroke, gremo domov, že takrat sem jaz, bom rekel, velik del tega predelal in sem rekel, odlično, pač to je zdaj sam še en plus, zdaj 2 leti, da naredim da pustim nek pečat tudi v teh vodah, in tudi takrat, ko smo se pač ko je bilo konc, pač ko sem povedal šefu, je naslednji dan sklical sestanek razvoja, je pač takrat nas je bilo recimo 50 ljudi v razvoju, prototipna pa tehnologija, pa vsi skupaj pride gor, pač pove, da odhajam z novim letom, in tako so vsi malo tihnali, ker smo se res dobra klapa bili, in so mi pa zasuli z vprašanji, pa Peter, za kaj greš, si dobil boljšo priložnost, smo mi krivi, ali pa ne vem, pač karkoli, ste rekel, fanti in punce, ne, pač ni noben od vas kriv, nisem dobil boljše priložnosti, ampak jaz sem se odločil, da grem domov k mami, to je to. Mislim, pač pol sem razložil, da ga bom prevzela turistično kmetijo. Da ne greš samo k mami, ne? Tako. In res, so pač malo tihnali, pa so v bistvu vseh 50 ljudi ostalo, pa mi zaploskalo, tako da bom rekel še danes, ne vem, nisem čez ziher, a so bili toliko veseli, da grem, ali so bili toliko ponosni, da zato, ko sem sprejel tako odločitev. Tako da, ampak jaz mislim, da je bila to drugo, ker še vedno se čujemo, se pokličemo, obiščemo malo bolj poredko, ker pač je vse Ivančna oziroma Črnomlj pa Šoštanj nista najbolj blizu, ampak ja, se pač smo v stikih, še vedno dobri stiki, še vedno dobri prijatelji, tako da res pač eno lepo obdobje v mojem življenju, ko mi je tudi dalo za naprej v bistvu en kup enih izkušenj. To sem te hotela zdaj vprašati. Predvidevam, da tudi ta vodstveni del, ki si se ga lotil, ti je dal neke zelo dragocene izkušnje. Tako. Kaj od tega, recimo, ti danes na kmetiji, ko moraš tudi peljati tako, ne bom rekla kot biznis, ampak podobno, recimo, kaj ti od tistega danes služi? Bom rekel, čist fizični sam razvoj, ne, titana pa karbona še ne uporabljamo na kmetiji, ampak nikoli ne veš, kako se zasučejo stvari. Pač bom rekel, te izkušnje, to v bistvu delo z ljudmi, razumevanje ljudi, tudi v bistvu, bom rekel, tudi kmetje, oziroma tako mi kot turistična kmetija, ko ne proizvajamo sam, pa pač bom rekel, prodajamo mlekarne oziroma v klavnice, imamo stik s končnimi kupci, je to v bistvu razumevanje, tudi v bistvu tak koncept, na kak način v bistvu je podjetje oziroma Igor Akrapovič kot začetnik, kak je to zadevo v bistvu naredil, bom rekel, vrhunsko zgodbo oziroma bombo, če tek rečem, iz izdelka, ko ga dejansko noben ne rabi. Čistek pogledamo, tam dejansko ali kupiš avto, ali kupiš motor, ali karkoli ti dobiš, mislim, izpuh zraven, ni zdaj, da ti dobiš brez, pa moraš sam sestaviti. In je to v bistvu nagovor enih čustev, da dejansko pač ljudje začutijo, ne da rabijo, ampak da hočejo. Mislim pač, da si pripravljen, ne vem, za en izpušni sistem, recimo za avto, plačati 15 000 €, čeprav ga že imaš, Ampak
zato, da bo goron škorpion, da bo zadeva, da ko zaigra, da ti v bistvu srce zaigra, da pač dobiš mravljince, to je pač nagovor čustev. In tudi v bistvu ta koncept, bom rekel, ni zdaj, da dobiš mravljince, ko prideš k nam, jaz upam, da ne, no. Ali pa tudi. Ja, ali pa tudi, pač bom rekel, tako sem rekel, razumevanje ljudi, da vidiš v bistvu, kaj si ljudje želijo in kaj pričakujejo, ko pridejo na turistično kmetijo. In tudi, ko smo z Lauro, pač bom rekel, leta 2014 prišla iz poročnega potovanja, 4.2.2014, glih na dan, ko je Slovenijo zajel najhujši žled v zgodovini. In imamo 20 hektarov gozda, 25-30% smo imeli škode in nisem obuv bata škornov, pa to, pa gozdarske hlače, pa gozdarske čevlje in smo šli 3 mesece v gozd, vsak dan po bom rekel, cel šiht, ne? Da smo sanirali tisto, kar je bilo za sanirati, oziroma kolikor smo lahko. Tudi dejansko jedel pa spal, ko sem dojenček, oziroma nisem v življenju še prej. Kile so šle ker dol, nikoli nisem bil, da ne vem kak, ampak pač z onih 74 smo že na 67, so rekle Laura pa mama so rekli, lej, zdaj pa še 1 kilo dodaš, pa greš ti zdravniku, zato ker tole pa ni, to ni vdela, to je trakulje, po moje, tako da. Skratka, ena taka dosti izzivalna dobrodošlica v kmetijstvu, recimo. Ja, jaz sem si pol začel razlagati, da dejansko tako bi na nek način, ja, tako si rekla, dobrodošlica, oziroma tako bi mi narava hotela povedati, da za mladega gospodarja na kmetiji ni dovolj samo brihtna glava. Da mora biti tudi kakšna mišica, mislim, pač takrat se je moje telo bistveno prestrukturiralo, bo rekel, iz menedžerja v kmeta ali pa gozdarja. So bile postale mišice, ni zdaj, da jih imam ful, ampak pač so tam, ko ne bi bile. Na beli srajci ne bi bile pa več toliko prav. Niso bile toliko prav. V glavnem, in ja, da dejansko je treba, v bistvu je pokazala narava že takrat svojo moč, kaj lahko naredi, in da dejansko smo kmetje, oziroma ne samo kmetje, pač ljudje na zemlji imamo samo to srečo, da nam narava pusti, da smo tu. In tudi to jaz vedno pač v teh zdaj že, bom rekel, 10 let, 11 let skoraj, kar smo doma pač vsako leto bolj ugotavljam, da je en velik privilegij, da nam pusti, da lahko opravljamo svoje delo, da predelujemo hrano, da lahko preživimo svojo družino, pa še v bistvu hrano za ostale predelujemo. Tako da to je res en, bom rekel, poslano od nekoga, da je ta prednost. In pač pol še dejansko bolj začutiš poslanstvo kmeta, zakaj smo tam in zakaj delamo. In to dejansko tudi pač mojo družino in moje starše in vse skupaj pač vedno bolj živimo, oziroma si želimo to, na ta način živeti. Ja, tako te slišim v tem poslanstvu. Ja. To je v bistvu res, ti ni več samo služba, ampak sploh ni več služba. Ampak vseeno, ste pa skupaj v tem, se pravi, in starši in vidva otroci. Tako. Kako pa je recimo s tem ravnovesjem? Vemo, da kmetje pač morate ogromno delati. Ja. Mogoče si kakšen tega ne predstavlja, to je pač od jutra do večera se ves čas nekaj dogaja. Prvo še ob vikendih predvidevam, ker imate goste. Ja, tako. Kako pa je ta ravnovesje loviti na kmetiji? Delo, sprostitev? Družina, vse skupaj. Jaz bom rekel, po moje lahko govorim, ker za Lauro tudi, oziroma za naju kot partnerja, oziroma kot pa otrok je tudi zakonca, tako. Ja, da v bistvu smo ful hvaležna na koncu v bistvu za to priliko, da smo dejansko lahko prišla in počnemo to, kar počnemo. Moji starši, hvala Bogu, sta še obadva fit, zdrava, pomagata, odneseta ogromno dela. Pač brez njih, ker te po domače povedano bi crknala. Ampak ja, normalno pač, če se mnenja krešejo, pride do kakega konflikta, ampak hvala Bogu nismo zamerljivi
ker vemo, da pač stvari je treba narediti, ne? In zdaj sam pač, kdaj si napet zmatran, res, ne vem, slabe volje, Luna se postavi, Merkur je v retrogradni, pač ne vem, karkoli, in pač pride do pač konflikta, ja, in pač ni, dejansko stvari, hvala Bogu, imamo toliko zemlje, da zdaj, da lahko greš vsak na svoj konc, pa 1 uro predihaš, pa pač delaš stvari, ne glih skupaj, pa zadevo naredimo, ampak ja, to je pač, bom rekel, luksus. Tako sem rekel, pač starša tudi sta bila, oziroma cela družina moja in pač oba dva brata in takrat je bila še stara mama, stric. So vsi bili v bistvu, super, da ste prišli domov, dajmo tudi prenos kmetije in tudi v bistvu smo šli pol na razpis za mladega prevzemnika v letu 2015 in dejansko pač takrat so prepisali celotno kmetijo na mene, da sem mladi prevzemnik. Jaz pravim tudi, če bi se to zgodilo, takrat smo bila v bistvu glih v začetku 30 let, oba dva z Lauro, če bi se zgodilo, da bi mogla midva to narediti recimo zdaj, ko bi imela, ne vem, že ali družino, ali kariero, ali ne vem, mogoče bi naj celo odneslo čez mejo, ne vem, nikoli ne veš. Pa da bi klicali, starša, pač moja, ne morata več delati, priješ domov, pa boš prevzel, pač je težko, je vsem, dejansko, midva smo vsem si ustvarila življenje, takrat, to je bila služba v Ljubljani, je bila ful lepa izkušnja, ogromno smo tudi potovala, pač, ker smo imela malo drugačen urnik, pa to, v bistvu se zabavala, pač izkusila si ta del življenja tudi, da ne obžalujemo, da zdaj recimo, pač ko so otroci prišli, pa pač, da nismo ga žurali ali pa kam hodila, zdaj so itak že tako veliki, da tudi gremo skupaj, ampak je pač je bila to super popotnica, oziroma tudi moji starši, pa tudi brat zdaj, ta mali brat doma živi, ne sicer hodi v službo, ampak takrat, ko ga rabimo, pač pomaga, da pač lahko gremo mi na dopust, da gremo na morje, da gremo na taborjenje, karkoli, da pač nahranijo živali, da pač poskrbijo za tiste osnovne stvari, ko jih je treba pač vsak dan narediti, da lahko tudi mi malo odklopimo. To se mi zdi tako, da pri slovenskih kmetih je kar ena taka tabu tema, mi pa ne moramo jeti, zato ker smo kmetje, ker pač imamo štalo in tako naprej. Ja. Kako ti gledaš na to? Jaz rečem, oziroma gledam na to tek, da kakor si narediš. Kakor si narediš? Točno to, pač bom rekel, vsak je svoje sreče kovač, če ti misliš, da brez tebe stvari ne morejo laufati, pač stvari brez tebe ne morejo laufati, to je logično, če pa stiš v glavo, daš v redu, pač za 4-5 dni, sej ne gremo zdaj za cel mesec na dopust, ampak pač gremo za par dni, tak ali tak, kot kmeti, že imaš tak bioritem zjutraj ob 6, je treba, mislim, ne da je treba ostati, pač ostaneš, ker ne moreš spati več, ampak pa še za par dni odklopiti, zamenjati okolje, se posvetiti sam pač recimo otrokom pa ženi, in je pač lahko delaš cele dneve. Tudi v bistvu pri nas, zdaj smo na turizmu, recimo, da smo na tej točki, da pač že rečemo komu, ne morate priti, ker pač ali nas ni, ali takrat res ne moramo, ker imamo pač delo na polju ali pa na travniku, pač oprostite, pač tek je, mi nimamo sam, bom rekel, gostilne, da bi lahko, ko prijete, v vsakem trenutku poskrbeli za vas, ne, mi pač rabimo tudi druge stvari narediti, in tudi v bistvu ta kombinacija, ko si rekla, bom rekel, turizma, to je večinoma pa čez vikende, zdaj november, december je tudi čez teden, ker so se zaključki in pač pridajo v bistvu na kosila in vse skupaj, in je malo manj dela na kmetiji, če tako rečem, ampak spomladi so pa birme pa obhajila čez vikende, ko pač normalno, ker imamo seneno prirejo, je treba loviti vreme, da pač lahko prav čas pokosimo vse skupaj in ponavadi čez teden je dež, čez vikend, ko imamo pa polno ljudi, je pa lepo vreme, in je pač pol še to uskladiti, tako da zna biti kar stresno pa naporno, tako da tudi, bom rekel, ta sinergija v bistvu večjih generacij na kmetiji ogromno pripomore, in če je ni, je lahko zelo narobe. Si pač sam za vse, in tudi recimo, sej lahko recimo storitve najameš, sam takrat, ko je spomladi, ko je prva košnja, takrat noben ima cajta, takrat so vsi tudi oni, ko imajo storitve, nudijo, jih pač nimajo časa, tako da je super to, da dejansko, recimo mama pa Laura poskrbijo, imajo pač kuhno čez, pa goste, jaz
jaz pa oče, recimo, načeloma mama strežbo čez, ampak zdaj zadnje čase bolj jaz, pa še prije kak kolega, če glih rabimo, da nam pomaga. Tako da lahko v bistvu oče tisti čas, ko jaz recimo skrbim za goste, on pa skoči na traktor, pa ga je obrnati ali pa ne vem, karkoli pač mrvo in se pač delo naredi, ne, in se pač bo neko življenjski tok gre naprej, ne. Ampak veš, kaj me zanima, res tisti del, vidva sta prišla nazaj, lepo je bilo to, da sta prepustila kmetijo, ne, da se ta moment, sem te razumela, da ste ga ujeli, tako, ne, to je bilo potem drugače. Ampak vidva sta vseeno verjetno prišla pa z mogoče kakšno novo vizijo, ali pa kako sta se recimo lotila tega, kaj bova pravzaprav midva s to kmetijo zdaj, kar nama je bilo dano, ali bomo isto šli naprej, kot je bilo, ali kaj bova naredila? Tako, mislim pač normalno, da bom rekel, oba dva sama nekih razvojnih vodah, arhitekti na razvojniki, pač to ni druga, kot da študiraš neke nove ideje, neke nove stvari. Ko smo pač prišla domov, itak, pa prijatelji, pa kolegi, pa to, ja, pa morata neki novega ponuditi, neki svežga, neki, ne vem, pač v gostinski modelu, pa to, ne vem, veganske malce, ali pa neki, ne. Ampak pol dejansko smo ugotovila, da pač bo rekel, večina gostov, ko k nam pride jest ali pa pač na kosilo, kar na večerjo, oni pridejo k nam na restan krompir, na govedino, na govejo juho, na klasiko. In pač dejansko smo rekli, to je ta v bistvu main core oziroma pač osnova, za katero imamo mi v bistvu uspešen turizem. Ja, smo pač nadgradili, zdaj vegani oziroma pač vegetarijanci ne dobijo pohanga sira pa pomfrija, ne dobijo, ne vem, polnjene paprike pa polento, pa pač, a ne. Pač smo, bom rekel, z malimi koraki nadgrajujemo pač ta osnovni meni, še vedno je osnova. Ampak v smeri tradicije, če te tako, v smeri tradicije, a ne. In ja, idej pa pač normalno, ogromno, pač ko smo prišla domov, bom rekel, tudi ko smo prišli, mislim, tako sem rekel, jaz sem rastel na kmetiji, pač meni ni bilo nič problem narediti, jaz sem vse delal, a ne. Sam pač, res je pa, da se nikoli nisem obremenjeval, zakaj pa moramo iti danes škropiti, ali pa pognojiti, ali pa zakaj moramo tek škropiti. Kjero škropivo uporabiti, kjero gnojilo uporabiti, zdaj treba iti vinograd obrezati, zdaj treba pač iti, ne vem, pač te stvari. Nikoli se nisem obremenjeval, ker je bilo pač vedno, rekel, oče, lej, da tule prekleni to, na traktor, pa iti to narediti, pa je bilo to, a ne. In ko smo prišla domov, se je začela v bistvu šola za mene, spet v kmetijstvu, ker je bilo treba ta znanja vse v bistvu na nek način, bom rekel, poglobiti, ne osvojiti, ampak poglobiti, a ne, sej, kak narediti, sem vedel sam, zakaj to narediti, to pa je pač bila in sem nasplošno, se tudi ne samo v kmetijstvu, tudi v bistvu v kuhinji, ne, za goste, ima pa pač Laura podobno zgodbo. Vedno je pač, bom rekel, rada kuhala pa tek, ampak ni kuharca, ne, tudi moja mama ni kuharca, ona je pač z izkušnjami, je pač rada, bom rekel, dober kuha, dober je, da so pač pol družina in gosti zadovoljni in so v bistvu, bom rekel, tudi en ta kontakt tašča, snaha je neverjeten pri nas, so v bistvu ni tašča snaha, ampak so v bistvu sodelavke, a ne, ste uspeli tako odnos vzpostaviti. Tako, ja, in imajo podoben smisel za humor in vse skupaj in nobena ne kuha mule, a ne, in je tudi v bistvu to super zadeva, da dejansko pelata to zgodbo, bom rekel, v kuhinji res na elegantni način in res ni pač dejansko skoraj nikoli nobenega konflikta. Pač nekega, da bi se zdaj na smrt skregali, pa rekla midva, ne, zdaj pa midva gremo, ali pa pač tega. Zdaj bi morali imeti Lauro, mogoče kle, da bi jo vprašala. Tako. Ok, se pravi, ja, ta prenos znanja. Vprašala sem te recimo, s čim sta potem nadaljevala vidva, ali pa recimo, kako danes vidva uspeta neko vizijo pelati? Z malimi koraki. Tako je, to je osnova. Ja, dejansko pol tudi ta razpis, ko je prišel za mlade prevzemniki, pač neka nepovratna sredstva, smo tuhtali pač kaj narediti. Zdaj, glavni problem v Šaleški dolini za kmete je ta, da smo zelo omejeni s kmetijsko zemljo. Pač tudi zaradi rudarjenja, bom rekel, je šlo pod vodo 300 hektarov v ravnini, to pomeni pač tri vasi,
ko so bila na sredi vas okrog pa polja, tako dejansko žitnica Šaleške doline, če ti rečem. In vse v bistvu te vasi oziroma pač tudi naša družina se je mogla v bistvu preseliti iz vasi Družmerje, kjer danes je jezero, smo se mogli preseliti na novo lokacijo. To so v bistvu pač bom rekel, konc 60-ih, začetku 70-ih let. So prišli pač, so potrkali na vrate, pa so rekli, imate 2 leti, da si najdete novo lokacijo, da si zgradite nov dom, se preselite, ker pol se bo začelo izkopavanje in bo pač vaša domačija šla noter. Ne? In noben ni takrat govoril o kakih odškodninah ali pa nadomestilu ali pa izplačilu ali pa karkoli, tega ni bilo takrat. So pol kasneje prišli, pa so pač recimo projekte za hlev, pač papirje zrihtali, pa nam pomagali, pol, da smo tudi, bom rekel, pomagali. Pač, ja, pomagali z nasveti, da smo turizem zaštartali. In se pač zadeva, tako se rekel, kmetijska zemlja je velik problem in naša kmetija je pač, bom rekel, ok, za slovensko povprečje smo nadpovprečni, sam za kmetijo smo pa precej manjni, da bi samo tega živeli in smo začeli gruntati, pač kak pa kaj. Tudi zaradi tega sta se v bistvu 94 leta že moja starša odločila, da gremo z izletniškim oziroma z zaključenimi družbami v turizem. In tudi kasneje, ker smo dobili v bistvu neko zamenjavo za potopljeno zemljo, so nam jo odkupili oziroma neka sredstva dobili, smo se takrat odločili, da ne bomo investirali recimo v kmetijske površine v Savinjski dolini, ko je to 40 km eno stran, ampak da bomo pač turizem razširili in smo zgradili apartmajsko hiško. Tako da dejansko tudi moji starši so že skozi neko vizijo naprej pelali, tega v naši družini to ni problem. Če pa prijemo nazaj na v bistvu točko, ko smo mi dva prevzela, tako sem rekel, kmetijske zemlje ni bilo. Trend v kmetijstvu je, da se v bistvu kmetija poveča stale živali, površin, zato da so stroški na enoto manjši, bla. Ampak to dejansko mi smo ugotovili, da to mi ne moramo narediti. Pa sploh v kombinaciji s turizmom, pa to, da bi toliko oddaljene površine mi obdelovali, to si mi ne moramo iti. Smo pa rekli, isto tako pri Akrapoviču, da imamo mi dvignati kvaliteto, da imamo dodano vrednost, pa bomo v bistvu z isto število živali, z isto površinami lahko zaslužili več. Kar dejansko konc koncev pač vsak pogleda, koliko mu na konc meseca ostane. Zdaj tudi, če imeli mi 100 krav, pa nam bi ostalo isto, pa mislim, zdaj na mesec je pač sam več dela, bi bilo nič druga. In ja, takrat smo pol gruntali, kako dvignati v bistvu kvaliteto, dodano vrednost. In se je glih začela v bistvu Mlekarna Celeja neko kampanjo prireja senenega mleka. Pač. Par ekskurzij so organizirali, ker so začeli iskati dobavitelje oziroma pač pripravljati teren, da bi tudi začeli proizvajati senene sire, tako da danes delajo, vrhunski, by the way, ne reklame, ampak to morate probati. In smo začeli takrat gruntati, zdaj gremo v bistvu rekonstrukcijo hleva, naredimo, ne vem, pač nov silus, pač za iste finance, ali se v bistvu investiramo v sušilne naprave in se prestrukturiramo v seneno prirejo mleka. Ne? Ampak to je bilo še v tistih letih, ko seneno je bilo še relativno zelo novo. Nepoznano, če ti rečem. In tudi v bistvu za marsikoga čist nelogična odločitev, verjeten? Tako, itak so, mislim, bom rekel, naši družini, mi smo večkrat dobili očitek, pa zakaj turizem? Kdo bo prišel k vam jesti? Prva kriza za mleko. Ja, pa lahko vam, vi, ko imate turizem, ja. Isto pol z apartmaji. Ja, pa kdo bo prišel k vam na počitnice? Prepričanje. Tako, vedno smo bili pač, bom rekel, na nori strani. Tudi, ko smo kupovali traktor, ja, pa to moraš imeti John Deere ali pa Fenda. Mi smo kupili Kuboto. Pa ti nisi normalno, ne? V glavnem... Se ima dobre izpuhe, ne? Tako. In pač dejansko, ja, podobna zgodba, isto se nenimo, smo rekli, se pač vse, mi dejansko, mi to delamo zaradi sebe, zaradi naših gostov, ker gosti, ko smo pač začeli, bom rekel, ko nismo več uporabljali silaže, so prišli gosti, ne vem, spomladi ali pa poleti, ko je toplo, pač, bom rekel, se tudi iz kmetij veje več vonja, recimo, ne? So rekli, ja, pa vi imate kmetijo. Ja, se sem tole čez cesto, tam le hlev, krave so not, mislim pač... Govorijo o vonju, ki je bil... Tako, o vonju, in pač... To je za gosta pomembno. Ja, normalno, da je to, mislim, pomembno, pač opazijo, in dejansko, ja, sej, bom rekel, na kmetiji
ima von silaža, ne zdaj, da karkoli, ampak pač, ja, večinoma neprijetnih vonjav na kmetiji pride silaže. Ampak to je bil nekak sekundarna posledica To tega. je bila sekundarna. Se pravi, vas je mlekarna celeja v bistvu potegnila v to zgodbo? Pač v bistvu oni so predstavili, oni so nas pelali na eno ekskurzijo v Avstrijo, da smo mi malo videli, kako te zadeve potekajo, pa se pa zadeva v bistvu v glavah naših speljala naprej. Tudi v bistvu moji starši, ko so 88. leta smo nazadnje pač prenavljali hlev, so na seniku naredili v bistvu že dosuševanje na topel zrak izpod strehe. Tako da dejansko tudi sušilna je v bistvu, bom rekel, bila narejena, samo smo jo posodobili, dogradili z dogrevanjem in tako da smo dejansko od vremena neodvisni in pa dogradili še v bistvu sušilnico za okrogle bale, za tisto manjko, kar nam ne gre na senik in pač zadeva špila. Tako da tudi, ja, mlekarna je v bistvu že to, da je bilo neko povpraševanje, neka želja, smo tudi v bistvu smo rekli, super, če pa bo mlekarna začela odkupovati, večino ga še vedno mleka, recimo, prodamo v mlekarno, super, pač dodana vrednost, ja, pa takrat je bilo pa sam 6 centov, pa to ni nič, pa to. Sem rekel, pa če imaš 10 000 litrov mleka na mesec, je to 600 evrov, to je pa že ena plača zravno, mislim pa če ena osnovna, bom rekel, ena slaba plača, ne? A ja, no to pa je. Se pravi, vi nekako svojih izdelkov zdaj nimate, kar se tiče senenega mleka, to gre v mlekarno. Tako, ja. Imate pa proizvodno še drugih stvari za gostinstvo, a ne? Tako, ja, mislim, tudi naredimo iz našega mleka, naredimo skuto recimo za turizem, za kak jogurt, ali pa za zajtrke, pa to, a ne, tako da pač to zadevo naše punce naredijo v kuhinji, nimamo sirarne. Smo šli sicer na razpis, da bi pač tudi sirarno tako malo naredili, ampak hvala Bogu nismo dobili, ker smo gotovili, da nimamo zadosti rok, tako da ne bi pofolgali. Ampak ja, zdaj dejansko tudi, ko smo začeli, bili smo prvi v Šaleški dolini z certifikatom za seneno mleko, so tudi v bistvu okoliški ljudje začeli prihajati, zdaj prodamo recimo 300 litrov mleka na mesec, pač da ga pridejo sami ljudje iskati, 300 do 500 litrov ga pelamo v slaščičarno, Šoštanj, pač vse stvari odvijajo, ljudje pač pridejo, iščejo, poskušajo. Pol naslednja stopnja je bila pa v bistvu ne samo seneno mleko, ampak tudi v bistvu seneno meso, ne? Ker dejansko pač tudi vsa naša mlada živina, telice, pa to, kar je podmladka, pa tudi, bom rekel, zdaj smo 7 let nazaj, smo začeli v bistvu, čisto po naključju smo pač dobili eno teličko, pač naša sivorjava telička je povrgla in smo dobili v bistvu križanca med sivorjavo pa wagyu. To je pač ono japonsko govedo, kao najdražja govedina na svetu in pač ni bilo to nič planirano, to je bilo pač imamo enega, bom rekel, navihanega veterinarja, ko smo rekli pač, dej, ko boš semenil tole telico, dej in ga pač mesno pasmo bika, dej gor, da so pač telitve, prvi telitvi, da so lažje, da je tudi manj težav pol po porodu in res se pač telička rodi, taka čist mala, črna, ni bila glih klasična, ko ponavadi, ko so pač limuzini, ko je rdeč, pa taka, ne, pa res, ko taka mala srnica je bila. Pa jaz gledam osemenitveni listek, pa kaj si mi ti dal to, Simon, le, pa gledam, pa številka čist kar neki tujega, ime bika pa Viagra, se neko, evo ti zdaj. Redo, grem gledat, zakaj, evo, Wagyu, evo. Smo rekli, le, jaz sem pa že v bistvu, tako sem rekel, razvojnik skozi neki gruntaškek, pa kaj, pa preberem to v Wagyu, pa ono, pa tretjo. In sem imel že v bistvu malo znanja odzad in takrat se jaz poglobim, sem rekel, evo, te teličke mi ne bomo prodali, bomo pač probali, lej, imamo, itak so, celo sezono so na paši te, in bomo začeli. In potem smo kupili še eno kravico Angus, isto semenjeno z Wagyujom in zdaj dejansko pač imamo že 87% Wagyu, v bistvu pač z naslednjimi generacijami, ali pa Angus z Wagyu križan, tako da dejansko pol naredimo tudi stejke, imamo zorilnico, da lahko zorimo suho 5-6 tednov, pač pol razdelamo, narežemo stejke, prodamo po paketih in je cena recimo za en paket 5-kilski 200 evrov. In pač ljudje... Tako te slišam, da povsod nekako iščete tudi to dodano vrednost, ne? Tako.
Dobar, to je bil neko naključje, recimo, da... ampak je pač, bom rekel, en signal, ko je dal pol, zdaj pač imamo, da mi bi recimo tisto teličko itak je imela, ne vem, ko se je skotila, je imela 30, oziroma ko je se povrgla, je imela 30 kg, prodali bi jo, če bi prodal malo dražjo, bi dobil mogoče 200 € za njo, a ne? Pa če pač počakaš 3 leta, pa narediš stejke ven, pa dobiš recimo 8 000 €. A ne? Je pač dejansko zraste samo gor, po zimi sena, malo žita zraven in pač narava naredi svoje, samo moraš pač biti dovolj potrpežljiv, da znaš pol to res dodano vrednost izkoristiti. Daj mi povej še mogoče drugo ozadje. Zdaj sva pogledala vse, s čim se ukvarjate, kje vse vidva razmišljata in iščeta nove poti. Kmetje se pa vsem srečujete tudi prvič z naravo v tem smislu, da ste odvisni od narave, drugo vam pa naredi mogoče ta birokracija pa vse. Da mi mehko več povej še o tej plati, recimo. Kako gledaš na to? Zdaj prišel si iz gospodarskih voda, si tam poznal stvari, kmetijstvo je pa nekaj precej specifičnega, vsaj kar se tega tiče. Tako bom rekel, tako si rekla, kmetijstvo je precej specifična panoga. Zaradi tega, ker je vse po malem. A ne, pač če si kmet, sploh če si živinorejc, moraš biti veterinar, živinorejc, poljedelc, gozdar, vinogradnik, vremenar, na koncu trgovec, marketingar, mi imamo še turizem, zraven mora biti še natakar, komik, pač, a ne, sommelier na nek način. In to sem v bistvu zdaj na brzino naštel 11 poklicev brez birokracije, a ne? Ker pa moraš biti še pa birokrat, pa pravnik, pa, a ne? No, Tadjo me zanima, recimo, kako gledaš na Tadjo? Zaskrbljeno. Iskreno. Iskreno povedano, zaskrbljeno, zaradi tega, ker je pač, ker je vsako leto je potrebnih več nekih evidenc, vodenja stvari, dejansko, ko se pač s kolegi kmeti pogovarjamo, vsako leto je več tega in glih zdaj bo prišlo do te točke, da bomo mogli kmetje imeti na kmetiji zaposlenega enega, ko se bo sam s papirji ukvarjal. A ne, ker rabiš neki papirje za računovodstvo, voditi vse bilance, vamo tamo, pol v bistvu, kaj so že, zaloge, krmila, škropiva, krma, mleko, ko ga predelaš, ko ga prodaš, meso, toliko pride not, to ga razdelaš, to ga prodaš, a ne, les, recimo, pač tudi naša kmetija je na ta način, v bistvu razmišljamo že več generacij, da nikoli ne smeš sam na enega konja staviti, ne. In imamo v bistvu več, bom rekel, več potočkov priliva kapitala, ne, da dejansko, če en potoček malo presahne, da še vedno lahko druge uporabiš, ne, da ni nekega direktnega impakta, ampak je, velik birokracija vsako leto večji problem. Problem. Pač sej, če se usedeš dol, zrihtaš, sam dejansko, bom rekel, čistek, en plastičen primer, jaz, ko se usedem za računalnik, pač zdaj po zimi, ko je načeloma malo časa, pa če glih nimamo gostov, se sedem na računalnik, da bom pač zrihtal to račune, pa zaloge, pa faden, pa ono, pa treto. Pa pride ata, pa mi potrka na okno, pa imaš kaj delati. Sem rekel, sej pač imam... Delam, ja. Ne, mislim, pač imam na računalniku. Ne, sem rekel, pač, a imaš kaj delati? Ja, sej. In pač mislim, težko razume, da dejansko je, bom rekel, vedno večji del mojega dela je tudi papirje, ne? Verjetno ne razume, da je bilo tega včasih toliko manj. Ali nič, ja. Ali nič, a ne? Zdaj gre pa v to smer, ko bo tega vedno več. Ja, ampak čistek roko na srce, tudi, bom rekel, ta birokracijski del je, vsako leto je bolj zahteven, ampak vsako leto imaš manj od njega, ne? Mislim, pač ni, nekaj za tisto, kar imaš one evidence za subvencije, pa pač pride nek kapital, ampak če si greš računati ure, koliko porabiš ti za te evidence, da vodiš, pa vse skupaj, a ne, bi boljš, da bi ti čas porabil na kmetiji, pa prodajal, ali pa predeloval stvari, dodajal vrednost, no se več denarja, no ta ne. Ampak je pač, je treba to narediti, ne. In tudi glih zaradi tega, ker pri nas je pa
pa že uporabljamo v bistvu, ker smo se tudi oba z Lauro naučila, da je dobro voditi evidence od zadaj, da smo navajeni bila papirje urejati iz službe. Ko smo prišli domov v letu 2015, smo se odločili za program Pantheon Farming. Pač, da imaš res vse noter, evidence, vse račun, sam zbereš, iz kjerga konta bo kam šlo, tudi računovodkinja se lahko preklopi prek spleta, dejansko ne rabi pač papir. Da ta sistem v zadaj nekako sam deluje, ampak da je lažji, recimo. Da je lažji, ne? Ja, jaz ne rabim zdaj računa napisati, pa da ga ona enkrat poknjiži, tisti račun je nota. Pač v bistvu en drugmu zmanjšamo delo, ampak je tudi v bistvu v lanskem letu smo prišli do te točke, ker tako je pač turizem, mislim izletniški turizem, pa nastanitveni turizem, pa kmetija, pa dopolnilne dejavnosti na kmetiji, pač en kup enih računov, ko jih moraš pač izdati, pa pol v bistvu dohodnina, pa amortizacija, pa tretjo pa četrto. In smo prišli do točke, da pač lahko bi, saj se da naučiti vse, saj pač ne more biti tako bav, ampak da ne sfolgamo več in da bomo raje dali to računovodstvo ven, pač enemu podjetju, da to dela in tudi dejansko računovodkinje, ko so začeli, so prišli pač na par sestankov, da smo malo razložili stvari, ki tečejo. So rekli, zdaj mi bomo pač delali zastonj, da mi pogruntamo sploh kaj vse, pa kje, pa kam moramo kaj knjižiti, pa še verjamem, da še nismo čist na čistmu. In dejansko so eno leto, bom rekel, hvala lepa, če bojo poslušali tole, pripravljenost, da so se naučile, da so sploh v bistvu razumele stvari, oziroma počasi razumejo stvari, kaj gre kam, na kak način, kaj je treba poknjižiti. Ker dejansko pa pride inšpektor za vsako svojo stvar, moraš imeti pa vsako na svojemu kupčku, pa tule, pa pač takale omara fasciklov, samo da imaš ti lepo te dobavnice, pa vse skup. Ker tudi, bom rekel, za gostinski del, pač mi moramo voditi HASAP, isto kot pa recimo, ali pa menza recimo v Gorenju, oziroma Hisensu zdaj, ko kuha za 6000 ljudi. Mi pa naredimo recimo na mesec, ne vem, za 200 ljudi skuhamo. Ampak moramo imeti vse iste evidence. Ampak da njim je bistveno enostavneje zaradi tega, ker oni lepo kupijo hrano, jo skuhajo in prodajo. To je to. Mi pa hrano pridelamo, jaz moram hrano iz kmetije prodati Lauri na turistično kmetijo, Laura jo skuha, jo proda na pač gostom in dejansko pol jaz moram pri sebi voditi zaloge, Laura pri sebi vodi zaloge, pa v isti kleti, bom rekel, gajbice s krompirjem se stojijo. Pač to. Lepo si to plastično opisal. Ampak tak ja. Da bomo razumeli. Okay. Kaj bi si želel? Jaz bi si želel malo več človečnosti oziroma človeškega razumevanja pa kmečke pameti pri tistih, ko pišejo zakone, pa ko postavljajo omejitve. Ker to je, pač meni je res hecno, oziroma resno razmišljamo tudi o tem, da pač počasno ne bomo vlagali pač subvencijskih vlog zaradi tega, ker dejansko za tisti denar, ko ga dobimo, nas in kup enih stvari veže, kup enih poročil moramo pripravljati, ko bi jih tek naredili zaradi same sebe, zaradi zdravja živali, pač ja, ampak vsako leto, ne vem, tudi če rečem gerki, pač te površine, ko so, jaz ne spreminjam, mislim, že to, da imam na grozinskem območju površine, ko se mi mesečno spreminjajo, pa vsako leto moram gerke popravljati, zato, ker je pač neki gre not, neki zbuldožirajo, neki poglihajo, tam dobim en par kvadratov zraven, tu jih je malo manj, in je pač tukaj ne zmede, da na upravni sploh ne vejo več, pač ko pridem, v redu, bomo narisali, pa poleg tega, da pač posnetki, oni nam hočejo slediti, ampak posnetki pride vsako dve leti ven, novi ali pa so potem čist spremenjeni. Ja, in je čist drugo. In da ti nariš točno, kak bo. Ja, kak ne narišen, če nimaš ti niti posnetka. Jaz ti ne morem, nimam jaz geodetskih orodij, da bom vsako leto popikal stvari. In je pač tu zmeda, pol so zdaj še tega, bom rekel, sopotnik dali noter, ko pač kontrolira, ampak se neko, pa smo imeli pa nek posvet, pa sem rekel, pa vi ne
recimo, če imate sopotnika, ko satelitsko, ne vem, enkrat na mesec, ali vsake 14 dni posname vse površine, da vidi, kaj je gor, zakaj ne bi vi malo večje ločljivosti dali, pa imate še gerke lepo zrihtane. Ja, to pa je druga služba. A ne? Pač to. Prav to prekrivanje v bistvu, ki ne deluje nekako učinkovito. Pa v bistvu ta zgodba, da dejansko, mislim, se to ni samo pri kmetih, to verjamem tudi pri drugih podjetnikih, da ko, bom rekel, inšpektor pride, mi moramo vedeti vse stvari, če pa vprašamo inšpektorja za nasvet, kak ne bi naredili, to pa vam ne smem povedati. Ali pa ne ve. Pač to, dejansko, pa ne, da mi smo si z vsemi inšpektorji do zdaj smo pač, ker imamo res radi poštimane stvari narejeno, tako da pač tudi za nas, da vemo, kje imamo pač dokazila pa te stvari. Ampak pač je velika to, da kmet mora vedeti vse, ker moraš več področji pokrivati, inšpektor je specializiran za tisto, pa še časih, šepa. Tako da jaz bi si želel čistek sam ene zdrave kmečke pameti pri vseh, pač tudi, da če vidiš ti, da je, ne vem, recimo, tule je bila, pač so buldožirali, pa je tule en kvadrat ven šel, tule so ga pa ven, tja naredili, da ne boš rekel, da imaš pa ti napako, pa ti ne bomo subvenciji izplačali, pa se imaš pač površino obdeluješ vsako leto isto. Pač sam to, človeški pogled oziroma nek razumen pogled na samo delo ljudi, ker lahko greš od črte do črte. Mogoče en tak pogled sploh v vaše življenje. Meni je bilo zelo zanimivo, da si ti vse te stvari recimo naštel. In se sprašujem, recimo, če to en mlad posluša, pa se reče, o moj bog. A to moram jaz vse znati, da bom sploh lahko recimo uspešen na kmetiji? To v bistvu si želim tudi za slovenske kmete, tudi za prihodne generacije, za moje otroke, da bojo imeli, pač da bojo videli eno dodano vrednost, da bojo imeli ne samo veselje do tega, da pač delajo z naravo, da si pridelajo svojo hrano, da vejo, kaj jejo, da pač gosti, ko pridejo k nam, da so pač vedno nasmejani, da prenesejo pozitivno energijo, da pač ta kontakt, pozitivna energija, da to pač polni baterije pri ljudeh, tudi ko pač fizično si zmatran, še vedno greš z nasmehom, recimo pač spat zvečer, ampak pač to v bistvu brezbrižno odnos do kmetijske zemlje, da se pač bomo prodali, pa vse ni problem, pa bomo tule cesto naredili, pa kolesarsko, pa če pa ne boš, bomo pa razlastnili te, pa dejansko, da ni nobenega problema v ravnini, pač tam, ko so najboljša polja, to narediti pač parkirišče ven, narediti, ne vem, hotel ven, ali pa ne vem, še bolj, bom rekel, če povzamemo lansko letno dogajanje, poleti poplave, pa to, pač dajte poslušati stare ljudi, dajte vprašati, zakaj niso tam nikoli gradili. Pač zakaj so bili ob potoku sam mlini pa žage. Izkoristiti modrost, Pač zgublja se ta, bom rekel, 100-letna znanja, ko so jih naši predniki, bom rekel, ne vem, koliko ljudi je umrlo, da so pogruntali, kaj sploh je za jest, danes pa dejansko pač to znanje ni nič več vredno in bomo kar, vse ni važno, sam kapital pa nič druga, pač ta odnos me skrbi, pa v bistvu boli po drugi strani kot kmeta. A bi rekel, da je po vsem tem, kar si naštel? Ja. A dojemaš kmetijo kot neke vrste podjetje? Ali ne? Oziroma, kje so tiste ne? Ja. Jaz dojemam kmetijo zelo kot podjetje. Ampak zelo kompleksno podjetje. Kaj to pomeni? Točno to, ko sem prej rekel, recimo menza Gorenjska za 6000 ljudi kuha, pa ima pač iste, mi pa dejansko predelamo svojo hrano, jo skuhamo v svoji kuhinji, jo damo na svoj krožnik, jo prenesemo na mizo, ljudje cenijo, so navdušeni, ampak zato pač nam skozi visijo tekle gor nad rameni. Glih zaradi tega, pač, ker se ne smatra kmetija oziroma kmetijstvo kot gospodarska dejavnost, ampak kot, ne vem,
ne znam povedati definicije. Ampak ja, kmetijstvo definitivno je gospodarska dejavnost in se bo mogla začeti tretirati ne počasi, ampak hiter. Zaradi tega, ker vedno več mladih kmetov, pa zakaj bi se jaz pač obadal s tem, zakaj bi jaz imel 6 krav, a ne? Če dejansko od tistega res nimam nič razen kupenega dela pa enih stroškov. Ampak te 6 krav, 10 krav, a biki, karkoli, te male kmetije, ko ljudje hodijo v službe, delajo po 8 ur na dan, verjetno v 3 izmenah, pride domov, nahranijo živali, poskrbijo za živali, jih pod ceno zaenkrat prodajo naprej. Te kmetije hranijo svet. Ja, one velike farme, tam so pa Excel tabela, ja, tule pa, zdaj pa so šle krmila oziroma žita so šla to gor, da to pa letos zdaj ne bomo dajali in je to pač, ne vem, bom rekel 5 milijonov mleka, litrov mleka na leto, a krmila so šla to gor, bomo dajali manj, a ne? In je zadeva, gre mleko dol, pa imaš namesto 5 milijonov samo 3 milijone mleka. Je pa to 2 milijona mleka, če pa, a ne, en ko ima pa 6 krav, pa tistih krmil, pač ono nihanje cene se ne pozna toliko, a ne? Pač laže požreš ti, ne vem, 100 evrov na mesec dodatnih stroškov, pa še normalno delaš naprej kopajnikov in to pomeni pač pol milijona na mesec, a ne? Ampak ja, Slovenija so te, recimo, male družinske kmetije, pa tudi kmetije. Daj mi povej, če prav razumem, se pravi, če se nekdo odloča, pa bo prevzel neko malo srednjo kmetijo, je fino, da išče neko to dodano vrednost, ali pa kaj? Druga možnost je toliko povečati, ali recimo, kaj bi rekel enemu mlademu kmetu, ki se zdaj le odloča, pa recimo, da ima službo tako, kot si jo imel ti, ve, da v bistvu lahko zunaj službo preživi, ampak tistega dela je pa v bistvu še vedno veliko, ne? A je to ali ne? Kaj bi mu rekel? To je, bom rekel, to je zelo odvisno od ogromno okoliščin. Prvo je pač, a so starši naklonjeni temu, te podpirajo, ti pomagajo. Zdaj, a imaš, ne vem, partnerja, partnerko, ko je pripravljen, ko bo živel s teboj na kmetiji, ko bo pač verjame v to zgodbo. Kaj si vidim, pač to, tako sem rekel, to mi kmetovanje oziroma kmetija ni služba, kmetija je način življenja. In zdaj, če pač cela družina ni zato, je pač nima smisla. Zato, ker urniki se so pač služba, pa kmetija, če delaš ti sam dopoldne 8 ur, ali pa tudi, če delaš več, je vse, imaš recimo, ne vem, 4 ure popoldan prostega časa. Ne glede na to, a je zunaj dež, lepo vreme, a ne, pač ti prideš iz službe, pa dejansko je vse, kaj se dogaja v službi, a ne, kaj dela popoldanska smena, če te rečem. Na kmetiji pač loviš vreme. Loviš, a ne, in dejansko kmetje delajo, dokler ni končano, ne do konc delovnega časa, a ne. In pač, bom rekel, tudi naravne danosti kmetije. Zdaj, eni si lahko prvošijo, ogromna kmetija, recimo taka, ko ima 100 krav, ne da ne more iti, recimo, pač seneno kot ena priložnost, pač višjo dodano vrednost. Se pač tudi zavod seneno, zdaj, če ga omenim, ko je bil tudi v bistvu ena točka kasneje, ko smo mi se odločali, se je tudi v bistvu neki evropski projekt za promocijo senenega mleka pa mesa začel odvijati, so nas fantje povabili zraven, se je odvijalo, smo ustanovili zavod, v bistvu združenje, da bi pod skupno blagovno znamko prodajali, ozaveščali ljudi. Pač, ja, se dela v tem, ampak je mlekarna Celeja trenutno edini odkupovalec senenega mleka, pa še to dejansko ne širijo pač odkupa, oziroma imajo pač trenutno smo 4 dobavitelji, drugega dejansko ni. Tako da vsi pač ostali fantje in punce, ko se trudijo senenmu, pač prodajajo to, ali sami predelajo, ali pač kmetje smo bili vedno znajdeni, a ne. In zdaj pač, če imaš ti priložnost, če imaš zemljo, ne obupati nad njo. Zaradi tega, ker tako sem že prej rekel, vsa ta znanja, ko se naši dedki, babice, pradedki, ne vem, kjeri dedki pa kjere babice že od zadaj so ga gradili, pač ta zemlja ni prišla kar sama po sebi, ne. Pač jo je rekel, tu imaš, obdelujo, da je to znanje uporab. Tudi, pač bom rekel, čisto zdaj,
mi smo imeli ta teden, oziroma prejšnji teden smo imeli koline, pač čas je za koline, mi moramo en kupenga, bom rekel, mesa tudi rabimo, pa porabimo na turistični kmetiji in pač zato mama razdelavo, tudi klan je pač samo razdelavo mesa, pa mesne izdelke čez in pač tam razdelujemo ono meso in gruntam, vse mogoče pač res to barbarsko delo, če te rečem tega Okay. pač, sodobnega sveta in res je barbarsko delo, ampak pač bom rekel, jaz vedno tudi ali damo pač kravo, ali damo vola, ali pujsa zakoljemo, pač sam pri sebi, ne zdaj na glas, pa ne vem kaj, ampak jaz se zahvalim pač za tisto, kar bo on dal s tem, da bo pač šel. A ne? Ker ni pač to samo umevno in tudi pač se mi zdi, pač jaz sem pomerjen, ni to, za mene ni to nekaj, ne uživamo v tem. Ampak ja, in tako odnos gojiš, te slišim. Tako, ja, ni zdaj to meni, da še ena številka, pač to gre, pa bo meso, pa bo denar, ne, ni, pač nek odnos do hrane, ko jo predelamo, ampak tudi ta znanja, kako meso razdelati. Tudi recimo, ne vem, šole za mesarja, kdo pa bo šel, pač res ne par fantov z kmetije, ko pač res imajo vesele, ampak v osnovi to znanje z generacij, kako narediti salame, kako pripraviti meso, kako, a ne, tudi v bistvu vse kuhar že počas bo redko kdo znal, a ne. In to so znanja, ko, bom rekel, če gre vse v maloro po domač, pač kmetje, držite se svoje zemlje. Predelite za svojo družino, če boste predelali še za koga zraven, se vam bo prej slej pač povrnalo. Pač ne biti, bom rekel, ne biti pocen, cenite svoje delo, dajte tudi postaviti upravičeno za tisto, kar delate, pošteno ceno, ker sej, če ti delaš kakovostno, bo ljudje prej slej spoznali. Normalno pa da, ja, če pa v bistvu ne gre za ceno, gre za vrednost. Ne? Tako, gre za vrednost, pač takega mesa ali pa, ne vem, jajc, žita, kruha, ko ga pač te male kmetije predelajo na, bom rekel, bolj tradicionalen način, ko pa je tradicionalen način trenutno zdaj. Ja, to ne moreš trgovini kupiti. A ne, in je pač sem rekel, pač ja, barbarsko dejanje, ampak to je znanje, ko bo lahko pomenilo razliko med življenjem pa med smrtjo, če pride do časov, ko so bili po drugi svetovni vojni. In to mi je zanimivo, da morajo včasih tudi nam tujci povedati, ne? Da sploh cenimo to, kar imamo. Ja. Peter, hvala za eno tako lepo popotnico. Upam, da je kdo to slišal. Ja, jaz tudi. Da naj kdo poslušal. Mi sem se sicer samo pogovarjala. Hvala ti, sem ti res hvaležna za vse, kar si mi pustil, da sem pogledala v tvoje življenje in kaj si z njega naredil. In res srečno še naprej in drž se svoje zemlje. Ja, bom. Hvala lepa. Jaz upam, da jo bom z vsemi svojimi kremplji držal, ker so pač vsako leto večji izzivi, pa razvojni projekti, bom rekel, Šaleške doline, pa pač ideje, bom rekel, vlad in tega, to so včasih kar presegajo to, kar si kmet želi, pa si želimo sam delati. To je to. Sam pač puste nas delati, pa bomo delali čudeže, isto kot pa velikdo. Ne nas obremenjevati, pa boste jedli najboljš na svetu, sam. Puste nas delati. Puste nas delati, ja. Pika. Pika. Hvala.